Še enkrat lepo pozdravljeni. Jaz bi morda začela z enim takim generalnim vprašanjem, ki bi mogoče bil za vse, pa vsaka nekako mogoče odgovori iz svojega področja. Kje pravzaprav vidite prednost pri oblikovanju zelo nišnih produktov, ozko specializiranih produktov? Ne vem, Minka, imaš že mikrofon? Misliš prednost kot znamka? To, da je nišni market, to, da ga lažje targetiraš, to, da mogoče mi, ko smo kot oblikovalci v nišnih marketih, mogoče manjka tega. A ne, naprimer, kjerokoli nišno stvar vzamem, jaz gledam čisto z vidika oblikovalca, ne, je lažje prodreti, ker je ponuditi temu nišnemu trgu neko dobro oblikovano stvar, tega ni, in ker smo majhni, lahko to provajdamo hitreje in jih tudi hitreje intrigiramo tako. Ne, in to dela ta, kako bi se rekel, noise, ki ga danes rabiš na social media povsod, da rataš prepoznati. A je to že na začetku, ko si ti začela, tako kot se je ta tvoja zgodba začela, a si že razmišljala tako, v bistvu z enimi spodnjim perilom, kako začeti pravzaprav vse trg je bil tudi že takrat zasičen? Ja, ampak v tej moji niši ni še bil, je pa že. Ja, res, v 3 letih se vse obrnilo. Zelo hitro se obrača, no, povsod spodnje perilo, pa sploh swimwear, pa spodnje perilo market je tako, mladih brandov, ne. Kad prideš, naprimer na sejem je posebej sekcija samo mladih brandov, ki so večinoma tako v temu VGSN-ju, ki sem ga prej pokazala, kar je tudi slabost, ker to vsi veliki brandi dobijo tvoje ideje in jih zlahka pokopirajo. In imajo večjo marketinško moč in evo je njihov, in ti ne moreš, okay. Je pa danes v bistvu ozaveščenost celega sveta modnega taka, se mi zdi, da prestopijo na tvojo stran. Naprimer, Victoria's Secret je skopirala en zelo, ne toliko mlad spet, ampak pač modni, mlajši brand. In ko so oni to, ampak tako, skinili so celo kolekcijo. Z vzorci ured. In ko so oni to zgodili, je Diet Prada, Business of Fashion, Vogue, so toliko pošerali, da ko sem jaz, pa sem trenutno takrat bila slučajno v New Yorku in sem šla v par department storov in posod je bil samo ta brand. Zaradi tega, ker so naredili to, so imeli že v zadnji taktiko, pa reklamo, pa novinarje, da so to znali izkoristiti v svojo prid. Tako da mogoče tudi ni slabo, da te en tak velik brand skupira, pač riskiraš tistih nekaj modelov, ker si ti tak inovativen in lahko narediš nove. Janja, tvoja zgodba, tako kot si že omenila, je nekako nastala po naključju, pravzaprav se je razvila iz tvoje generalne zgodbe, iz tvoje kolekcije Janja Videc. Zakaj si se ti sama odločila za zgodbo oziroma za takšno ozadje, ki ga ustvarjaš tudi z drugimi umetniki, tudi s performansi? Zakaj se ti zdi to pomembno? Ja, v bistvu na začetku to ni bila neka zavestna odločitev, zdaj bom pa to delala, ampak je šlo pač za neko temo, ki me že zelo dolgo časa zanima, ki sem ji posvetila tudi dosti svojega časa, da jo raziščem čist z intelektualnega vidika, z nekega intuitivnega, z neke prakse. Tako da v bistvu, ker izhajam iz sebe pri svojem delu, potem čist logično, da to nekako v tvoje delo se prelije. Kje mogoče ti vidiš te prednosti, oziroma ker pravzaprav je bila zelo vidna ta tvoja zgodba na majicah in je postala uspešnica v Sloveniji oziroma tudi v Ljubljani? Najlepša hvala. Ja, v bistvu mogoče moje majčke niso spet tako zelo nišne, pač majčka kot taka, ampak je zgodba mogoče tista, ki jo naredim ali bolj nišno. In mislim, da je to, da je prednost tega z vidika, ko najdeš neke stranke, ki jih to zanima in ki se navdušijo nad nečem takim, bodo tudi najverjetneje potem pri tem ostale, ker se počutijo, da so našle nekaj, kar s čimer se lahko povežejo, kar jih ne govori. V tem smislu, če pa skozi greš z ene identitete na nekaj druga in se spreminjaš, potem se pa v bistvu tudi ne bo ostal mogoče nek krog ljudi pri tebi, tako si predstavljam. No. Oblačila za otroke, tudi sama imam otroke in pred 13 leti sem razmišljala, takrat tudi ni bilo toliko lokalno podprtih zgodb. Kako
težko je morda tudi prodreti s produkti z oblačili za otroke, če vemo, sploh v slovenskem prostoru, da kos ne more se cenovno kosati z hitro modo oziroma z oblačili, ki jih kupujejo lahko starši za svoje otroke. Kako vidve gradite in prihajate do kupcev? Ja, v bistvu, ko smo začeli, se pravi zdaj že eno leto od tega, odkar smo prišli ven s prvo kolekcijo, je bil na začetku odziv precej dober, glede na to, da smo v bistvu šele ven prišli, potem se je pa vsa zadeva kar malo pomirila, kar se slovenskega prostora tiče, ker v bistvu ta cena res ne more konkurirati v bistvu s tem, kar so načeloma starši navajeni kupovati za svoje otroke. Ne. Se nama zdi, da ta ozaveščenost glede oblačil za otroke nekako se že odpira, kar se tiče oblačil za odrasle, za otroke pa vedno nekako tako, da se oni to hitro prerastejo in pač bomo poceni kupili in potem itak bomo tudi veliko tega kupili, ne, ker seveda tudi otrok rab teh 100 oblačil, kar seveda ni res. Ne. No in je v bistvu ta cena ne more konkurirati s to ceno, za kar se lahko kako skup v teh fast fashion trgovinah, glede na to, da pač so ekološki materiali, ki prinesejo svojo ceno, potem je sama izdelava, ki pač kosi so izdelani v Sloveniji, ne, in to za sabo potegne to malo višjo, za nekatere precej višjo ceno. Ne. Tako da ja, zelo težko. No. Vse zato smo potem ugotovili, da seveda bova vztrajali, da prodirava tudi v slovenskem prostoru, samo načeloma je treba se ozreti proti tujini. No. Ajde, da bi še kaj dodali? Ne, v bistvu je Sara pač povedala v bistvu vse. Mislim, mogoče to, no, da pač v Sloveniji res se hitro izčrpa pač mogoče ta bazen kupcev, ne, tako pač hitro pride spet na okrog, tako da je treba, ja, ampak vztrajati, no, po moje. Mateja, če se je tvoja zgodba tudi začela čisto po naključju, kako pa mogoče danes gledaš oziroma kako načrtno gradiš tudi svojo podobo, ne vem, na družbenih omrežjih, omenila si tudi druga, vajeni smo Instagrama. Ja. Meni se zdi, drugače sem čisto iskrena, da ne dajem na neki poudarka, vsaj jaz, ko gledam svojo znamko, ne se mi zdi, da ful niham stilsko, pa potem idejno, pa tako da res kakor veter zapiha. Tako da ne vem, kako je to od odzuni zavidati. Kaj ste me vprašali? Kako mogoče danes, če je bilo na začetku naključje, kako danes več ni mogoče toliko naključij oziroma gradiš načrtno? Še vedno ne načrtujem. Mislim, ja, ok, ko se odločam recimo zdaj za te bombažne vrečke, potem gre tle načrtno naprej, ampak še vedno se kar prepuščam nekako po vpraševanju temu, kar mene neko obdobje navdihuje. Jaz se tudi sama spreminjam, pa mi je pol to všeč, pa mi je to in potem v bistvu temu prilagajam vse skupaj, ne? Tako da ni, da si nekaj zdaj začrtam in bom temu sledila, ne glede na vse. Kako težko je, če tukaj ostaneva, mogoče v Sloveniji na začetku bilo najti proizvajalce, ki bi proizvedli to, kar si sama želiš, oziroma tisto, kar si sama ustvarila, oblikovala, kje najti prave ljudi? Meni je bilo ful težko vse, ampak to sem jaz pač, vse take stvari, nekaj najdeti, meni je to tako, ne da se mi, no. Tako da imela sem srečo, da je Šivilja moja prijateljica, s katero sem tudi začela sodelovati in še vedno je. Zataknili se mi je pri masovni proizvodnji, ker recimo na začetku sem jaz resice na 5 mm risala pa z Zolfa nožem, ampak ko imaš ti, ne vem, 150 naročil, ne moreš več teh resic na roke, a ne, in tudi ona ni mogla 150 ruzakov našiti, če je recimo se tako naročilo zgodilo v roku parih dni. Tako da se je pol zataknilo pri masovni proizvodnji, pa tudi koliko sta izpostavili. Jaz sem šla potem v tujino delati proizvodno, zaradi tega, ker pri nas cenovno, ja, imamo konkurenčne fast fashion trgovine in ne bi cenovno mogla konkurirati, ne. Tako da sem potem s pomočjo prijatelja najdla proizvodno v tujini, kjer se zdaj pač vse, kar je večje naročilo, proizvajati. Mi je pa bilo sama, ne vem, če bi iskreno se sploh spravila do te mere iskati, no. Mogoče Minka tukaj.
Podobno me zanima to vprašanje, kje sploh najti proizvajalca za tvoj produkt, kako je bilo na začetku in kako je danes, kakšna je danes mogoče ta tvoja ekipa? Kar se tiče proizvodnje, je situacija še slabša kot 3 leta nazaj. Veliko slabša, ker je trg zasičen in ker vsi želijo imeti made in EU in ker vsi želijo šivati v Sloveniji, Hrvaškem in tukaj na Balkanu in kapacitet ni. In pač se moraš res znajdeti. Tako. Mi smo potem rešili, da imamo in-house proizvodnje, ker niti nismo imeli druge opcije, pa tudi vse prototipe in vse te stvari delamo sami, ker se mi še zmeraj zdi najboljše, ampak potem se še kar moramo znajti iz meseca v mesec. Imamo stalno proizvodnjo, ampak so vsi ti proizvajalci so navajeni na huge naročila. Tudi mi smo že vedno večji in imajo večji interes v nas, kot 3 leta nazaj, ko smo prišli s par 100 komadov, zdaj pa vsi pa proizvajajo, v glavnem vsi ti večji, ki imajo kapacitete, da se lahko tudi naredijo neko kolekcijo v določeni količini v 3, 4, 5 mesecih, so kar zasedeni, no? Z vsemi drugimi nemškimi, skandinavskimi znamkami. Tako da je kar težko, no? Pri nas se vemo, da ni živil. Ja? Izvoli. Aha, ne, recimo, jaz imam tudi tako podobno izkušnjo, ko je prišlo pri meni do te točke, da sem mogla v masovno proizvodnjo iti, sem si želela, da je narejeno v Sloveniji. Prijatelj pozna gospo, ki je imela včas izven Ljubljane proizvodno kavbojk in ta studio, njen šivilski z 10-15 šivilnimi stroji še vedno stoji. Gospe tam, ki so šivale včasih, so bile takrat odpuščene in so, ne vem zdaj, kakšna je njihova situacija, ampak vem pa, da jih je večina še brez služb. Nekako so ostale gospodine doma, hočem reči, to mi smo jim ponudili, da se zalaufa spet ta njihov obrat, da jih najamemo in niso želeli, noben ni želel delati. Ja, sej, tudi tako. Pri nas je bilo, mislim, ne želijo več, ker so podplačani, ker vse vemo, kakšna je realnost šivil, potem pa je še druga stvar, da šivil je v proizvodnji pač, določeno stvar so navajene delajo neke stvari in potem smo prišli mi z detajli, z mrežicami, s čipkami, z materiali, ki bežijo izpod rok in vsi so sam bež. To je potem druga plat tega. A ima še kdo? Kakšno na to? Ja. Jaz eno najno izkušnjo povem. Medve sva namreč to, se pravi drugo kolekcijo, ki je poleti prišla ven, najprej smo jo mislili izdelati v večji proizvodnji, se pravi v Kranju, v proizvodnji v Kranju, Triglav se imenuje. In takrat je bilo tako, da je bilo isto, tako kot si ti rekla, iz tujine so imeli določena naročila, takrat so se izvedla, teh na tisoče in tisoče kosov in potem smo mi prišli s to manjšo proizvodno in enostavno so nam une vzorce naredili, pa so pa pač rekli, da oni zdaj zapirajo, da grejo šivilje spet nazaj na zavod in da bojo ponovno odprli obrat takrat, ko bojo noter dobili spet ta večja naročila in takrat nas pa lahko zraven vzamejo. Tako da hočem reči, da je problem to, ta cel obrat laufa, če je zelo veliko število pač naročil, sicer se jim ne splača in grejo šivilje nazaj lepo na zavod, tako da zelo zoprna zadeva in potem smo šli spet v pač to našo, ki je ful sicer dobra, manjšo proizvodno, ampak tako da on zdeluje, v bistvu toliko je mal na eni strani povpraševanja v enem trenutku, takrat, ko se sezone zaključijo in zaprejo, potem pa spet odprejo takrat, ko dobijo iz tujine naročila. Mi smo šli najprej v Triglav, pa so nas poslali drugam, ker ne šivajo naših materialov, ampak mogoče tukaj tam delajo z bombaži. V športu pa v spodnjem perilu je pa, zasičanje ful. Ni te situacije, ki bi jaz rada, da imajo luknjo, pride mogoče mesec, 2, ko imajo manj dela, ampak včasih 3 leta nazaj je še bilo, da so imeli manj dela, zdaj pa so zablokirani 1 leto pa pol naprej. Ja. Okay, kar obdržim. A še kaj? Ne. Kar obdržim mikrofon. Zanima me, a je to bilo načrtno, da se je zgodila pač zgodba za tujino oziroma da je Mila Krasna bolj prodajena v tujini oziroma bolj prepoznavna kot pri nas? Ali je to bilo čisto naključje? Ni bilo načrtno. Naključje. Tako se je začeli in mi smo v to smer delali.
nismo niti se trudili v Sloveniji delati promocije, niti nismo imeli časa, če sem iskrena do zdaj. No. Bomo pa imeli zdaj kolekcijo Pop-up Store v Sans konceptu novembra, ampak nismo se niti fokusirali, no, da bomo zdaj začeli, mi bomo pa zdaj Slovenijo. Ker tudi, ko enkrat začneš delati, moraš keep in the flow. Ne moreš zdaj bomo pa Slovenijo začeli delati. Ne. Bomo, to pride, je v planu, zdravo, normalno, ampak pač enostavno smo začeli dobivati naročila s tujine, a ne? In tako je šlo, čist splovo. A potem zbirate, oziroma imate tudi kakšne sodelavce v tujini, na različnih koncih sveta za tudi te predstavitve javne, ali še vedno sami nekako? Če sodelujete še s kakšnimi smo sodelovali zunanje z eno punco, ki nam je pomagala nekaj stvari, kar se tiče tako čisto bistvo brandinga, pa tako smo imeli, Nežo nam je pomagala, drugače pa ne, sami delamo, mislim, gremo sami na sejme, agente, zdaj imamo pač prvega agenta za Azijo. Si mislim na agente, pa tako, ja, agente. Ja. Okay. Janja, zanima me, a bi recimo tvoja zgodba The Witcher Sisterhood lahko bila predstavljena oziroma prodajana tudi v kakšni večji veleblagovnici, oziroma kako razmišljaš, ali pa bi jo morala prilagoditi tudi za kak drug prostor, tujino, kako bi ustvarila zgodbo takrat? Mislim, kar se samega produkta tiče, po mojem, da bi lahko bila, ker je pač čisto izdelava na nivoju in jaz v bistvu, ko smo se prej pogovarjali o tem, kako je težko najti proizvodnjo, to je res težko, ampak jaz sem imela na koncu srečo, ker sem se na nek tak malo drugačen način povezala z nekom, ki tudi dela, se pravi Lana B, ki delajo spodnje perilo in oni imajo ogromne kapacitete, ogromno šivalnih strojev in zelo neizkoriščenih, tako da smo potem skupaj začeli nekaj novega delati tukaj in je tudi kapaciteta, da se proizvede še večje količine, tako da je, se mi zdi, čist možnost za to. Kako se bi mogoče Tivoli oblačila lahko v tujini oziroma predstavlja, zdaj ko ste omenili sejem v Italiji, oziroma kako izstopati, se to je lahko mogoče tudi vprašanje za ostale v tej masovni produkciji vsega, kar imamo, ne? In v tujini najbrž tudi podobnih oblačil za otroke. Ja, gotovo, no, pa vedno več mogoče tudi tega, ker pač je povpraševanje po takšnih oblačilih, veliko je teh manjših brendov v tujini, ki pač proizvajajo taka bolj oblikovalsko dovršena oblačila. Je pa res, da ni pa toliko veliko ponudbe spet pač ekoloških takšnih oblačil, tako da tukaj vidva eno priložnost. Pa to, no, tako kot sva rekli, pač kar je bilo v bistvu tega povpraševanja iz tujine, ne, se mi zdi, so pač našli na tem spletnem portalu nakupovalnem Babychino, tako da v bistvu so midve tudi že od začetka nekako imele v mislih, mislim, sva štartali na tujino in sva se v bistvu že kar takoj na začetku odločili, da se predstavljava na tem portalu, tako da pač je bilo nekaj odzivano tudi iz tega naslova, no, tako. Recimo na družbenih omrežjih so nekatere zgodbe bolj uspešne, nekatere manj. Kako je recimo z oblačili za otroke? Kako starši nakupujejo na internetu? Je vedno več tega oziroma je še potrebno, predvsem glede na to, da gre za ekološka oblačila, obleke otipati, videti? Kako? Ne, jaz mislim, da ni tukaj problem, da bi bilo treba otipati obleke. Mislim, mogoče ne toliko, ampak kar ste vprašali glede Instagrama, se mi zdi, mogoče sva midve malo pozno vstopili. Se mi zdi, tisti, ki so vstopali pač prek Instagrama prej, mogoče par let prej, ne, se mi zdi, da je bilo čisto drugačno. Se mi zdi, zdaj pa tako, mislim, tudi družabna omrežja so zelo zasičena in se mi zdi, da mogoče so malo zamudile ta val, no, pač nisva ta pravega vala zajahali, tako časovno, no, tako se mi zdi, da je danes ful težji prodreti recimo prek družbenih omrežij, kakor je bilo mogoče pred leti, no. Tudi neki algoritmi so se spreminjali pač po leti in tudi pač je nama upadlo, no, tako zelo
pač obisk in tako, no. Tako da pač to je treba skozi nekako slediti. Ja, pri nas je tudi pač prek Instagrama, ne, smo mi v bistvu začeli delati in je velika razlika, ker so pač algoritmi se spremenili tudi na podlagi tega, koliko ti vlagaš, mi nismo vložili nič. In kaj se je zgodilo zdaj pač ta nov ameriški zakon, ne vem točno kateri je, ki je pole dance hashtag prepovedal. Naprimer, ka pole dance community ful živi pač na, punce so pač živijo za to, se posnamejo in potem imajo challenge in vse delajo te trike cel mesec. In naprimer naš hashtag je prepovedan. Na Instagramu je forbidden in je zakrit. Že en mesec. Ker je pač neprimerno, ne vem, neprimerni dance moves, ki jih ni, če greš na naš Instagram pogledat. Sploh nimamo droga dejansko, ne, ker se reklamiramo tudi za vse in za ples in za plavanje in pač ne, naj bi pač ta exposure, to kazanje kože, neprimernost in zdaj bila cela sploh ful je manjši visibility brandov spodnjega perila pa kopalka. Ne. Razen tistih huge, ka pa so v bistvu Playboy pa Hustler, pa to je pa vse gor. A ne? Nič ni prepovedan. In kaj potem načrtujete oziroma kje iščete nove kanale oziroma za možnost povsod drugi, pa bolj na storih mogoče, pa bolj v bistvu bolj pelati ljudi direkt na webpage, a ne pa ustvarjati več kontenta na webpageu. Ker včasih si ti tudi lahko delal znamko z lepo sliko, a ne, 3, 4, 5 let nazaj. Ti si naredil lepo sliko, wow, zdaj pa moraš imeti ti kontent, ker lepa slika več nič ni. Moraš ti pač povedati, kdo si, zakaj si in a si ti zares. Naprimer, to se pozna pri Victoria's Secret, naprimer, a ne? Ker oni to pravijo, da they're trying to sell sexy, but it doesn't work anymore, ker pač ni real, ker oni so prodajali nek ideal, ženske s krilci, ki hod po pisti in pač ni več revij, naprimer, teh famoznih Victoria's Angel, jih sploh ni več, a ne? Tako, pač svet se spreminja čisto eno drugo smer, ne? Po drugi strani pa tudi ja, se ti pravim. Kaj je bilo vprašanje tujina? Ja. Ne. Janja, ti si zdaj začela z promocijo nekako čez Sisterhood. Kako si se lotila, recimo, če smo tukaj ostanemo pri teh družbenih omrežjih, promocije na družbenem omrežju, oziroma kaj opažaš, kje lažje dostopaš do strank na družbenih omrežjih ali preko performansov, muzejev, na cesti? V bistvu, če si iskreno, sploh še ni bilo nekih konkretnih aktivnosti, kar se tiče promocije, ker grem tukaj zelo počasi in nekako intuitivno in v bistvu tudi zato, ker se potem vedno najbolj osredotočaš na te neke stranke, ki jih imaš in s katerimi imaš pač nek oseben kontakt in to se mi zdi tudi zelo pomembno, da gojiš pač nek oseben stik, ker v bistvu res gre od ust do ust. Pri meni se je recimo pri teh majčkah tako najbolj zgodilo, ne vem, da pač je eni všeč in pa pove nekemu krogu in se potem to širi. Tako da to je meni najboljša oblika promocije. Kar se tiče socialnih omrežij, je pa res zelo težko zrasti, ker je toliko zasičeno, tako da mislim, da moraš kar začeti oglaševati, da prideš nekam, iz tega še nisem delala, tako da mislim, da si moram na tej točki tudi neko strategijo postaviti, kar se tega tiče, ne. Če hočemo iti pač ven. Mogoče še eno vprašanje, kje v teh vaših ustvarjalnih procesih, pa potem tudi prodaji, oglaševanju, ali karkoli ste naleteli na največje težave oziroma na neke nepredvidljive situacije in kako ste jih potem se lotile reševati oziroma kaj, kar niste pričakovali na začetku ali pa potem vmes? Mislim, meni je bil izziv prav vsak korak, od birokracije, proizvodne, recimo, prva stvar, želim ruzak, imela sem srečo, da je prijateljica, da šiva, ona mi je pol povedala tudi, tam dobiš to, pa jaz sem recimo čist primer, na začetku nisem, se pravim, je res bilo spontano, nisem delala researcha, kje zdaj dobiti. Jaz sem šla v Bauhaus po špago, za katero sem za 4 metre, ko jo rabim za ruzak, dala 5 evrov. Jaz sem imela tak strošek, jaz sem imela za en ruzak tak strošek, da po mojem sploh nobenega zaslužka nisem imela, ne vem koliko časa sem v minus hodila. Tako ne.
In potem počas, ok, tukaj imate tudi špago, lahko kupam 200 metrov, pa je 30 centov meter na koncu, ne, taka razlika. Potem vmes sem odprla DO, pa sem porabila živcev in vsega, pa potem nazaj na SP, pa kako narediti logo, pa z kakšnega materiala narediti, pa to, tako vsaka stvar je tako nek izziv, kako pol najdeti neko rešitev, kako priti do nečesa z najmanjšo uporabo, z najmanjšim pač tudi finančnim vložkom, a ne pa tako, meni prav vse, res. Pač, če se čisto strinjam, vsak korak je tako, trial and error, no, kot bi rekel Angliji, no, pač poskus, napaka, poskus, pač tako. Tako da, ja, pač že to v bistvu nama se mi zdi je naj presenetilo, kako je težko pač pride do nekih teh ekoloških materialov, no, tako takih, ki bi nama všeč, pa pač zadostilo vsem tem kriterijem. To je bil kar research, no, tako. Pa še je, to je še, vse je to še proces. Kje ste pa pridobivali te informacije? Ja, v bistvu na začetku preko spleta, ne, veliko časa je šlo za ta research, tako zdaj smo pa tudi v bistvu šle fizično na sejme, pa smo vzpostavili tam neke kontakte, ampak spet, mislim, pač, ja, no, posod so neke težave, no, tako, ki jih je treba premagovati konstantno. Ne, tako v bistvu pol vidiš, ko sva začeli, se pravi to dobro leto nazaj, leto pa pol nazaj, ko sva začela vse skupaj pripravljati, ja, prva težava materiali, ti že najdeš ekološke materiale, v bistvu potem ugotoviš, koliko je internet zelo tako, ne, ti priješ pol do teh nekih dobaviteljev, ki bolj na malo prodajajo, pa je cena še višja, ne, tako da pride dejansko do tega nekega kontakta, kjer lahko ti na količino kupaš, pa spet, da ne rabiš 1000 metrov naročiti, ne, je težko in pa, ko priješ do tazga kontakta, je pa spet nabor v bistvu tega materiala ful mejhen, ne, in vse, kar najdeš, izvira iz Amerike recimo, na eni strani, na drugi strani pa iz Azije. Ti pa hočeš v bistvu to čim bližje v bistvu sorsati, ne. To je ena zadeva, potem pa vsi te dodatki, že ne vem, medve imamo pač cel ta packaging, se pravi vse, kar dava iz rok, naročilo, je pač vse nekako iz recikliranih materialov. To dobiti v Evropi je toliko težko, ne, od ovijalnega papirja do kuvert, tako da pol vidiš, da je v bistvu ponudba v Evropi zelo slabla, kar se tega tiče, no. Pa še bi lahko naštevali. Ja, meni je v bistvu, kar ste glede materialov povedali, se strinjam, absolutno. Jaz sem imela recimo potem tudi to vero, ker ko začneš prodajati stvari ven, na začetku sem ful veliko delala na komisijsko prodajo. In ja, potem imaš stvari pač v tujini in se sliši to tukaj ful super, ampak v resnici pa ti zalagaš svoj denar, in če se te kosi ne prodajo, jih potem dobiš nazaj, ne vem, prejšnjo kolekcijo, kar tukaj ni več aktualno, ne, recimo. Tako da sem v bistvu zdaj vsaj te stvari pobirala ven in sodelujem res samo še, pač ne delam več te komisijske prodaje oziroma mogoče edino v Sloveniji imam en tak primer, ko delamo zelo dobro in gre za neko zaupanje in stvar rotira, sicer pa ne. Tako da to je tudi problem, ko se mladim oblikovalcem ful hitro zgodi, ko se ti zdi ful super, da te kontaktirajo, ne vem, iz Berlina in pa v bistvu zalagaš ti svoj denar, zato da imaš tam stvari, pa ni nobene garancije, da se bo to prodalo. Tudi v Sloveniji je pa čista praksa, ja. Tako da to se mi zdi, da bi se mogli tako kolektivno upreti vsi v tej industriji, kar pristajamo na to. Mi nismo nikoli posebej. Super, odlično. Če nam kdo rekel komisijska prodaja, smo rekli ne. Ja, jaz pa nisem na začetku. Pa nikoli nismo delali še na komisijsko prodajo. Cool. Ne, če kupiš, pač kupiš. Ne, in plačaš. Ja, ker v bistvu v nobeni drugi industriji se pač to ne dogaja. Ti ne bo dal nekdo, ne vem, kruh tam, ne, komisijsko prodajo, ne, mi pa kar, ja, v redu, vse je cool. Pač pa ni, ne, v resnici ni cool. Razen se pravim, da imaš neke mogoče primere, kjer stvar rotira in se ti sproti povrača in je nek nos, ok, cool, ampak to je ful redkost, pa še to se mi zdi, da moraš tukaj najdeti,
ker si fizično prisoten in skozi se stvar premika. Ja, kje se je pa vam? Posod, tako kot je rekla Mateja, mislim, posod, sploh ne bi začela. Kje? Ja, mislim, res povsod, no, na vsakem koraku. Ko greš ven iz ofisa in gremo tja, po to in to. In potem od računovodstva do tega, da je ta naša država toliko rigidna glede nekih stvari, da bi, ne, do kopiranja. Mi smo videli ogromnega resellerja, svetovno znanega, ki so ga predstavljali v Parizu pod trendi. Ne? Mi smo bili v Parizu vsakič zbrani v The Selection, v enega izmed pač 20 brandov od 500 tih, ki so najbolj trendi, a ne? In lepo brand zdraven nas in v njihovem shopu naš set za $17. Tako, ne moreš kaj, nimaš kaj. Ok, še preživiš in si laskaš, otok smo dobri, da nam kopirajo komade, potem pa se je nam zgodilo, da nam je kitajsko podjetje registriralo našo blagovno znamko za cel azijski trg. Ampak so, hvala Bogu, resellerji, agenti pač vejo, odkje je ta znamka, a ne, ampak pravno je to lahko zelo zakomplicirana zadeva, ki traja in stane ogromno denarja. Tako da povsod, nekako tako, no. Medtem, ko nam je Slovenija zavrnila našo blagovno znamko, ker bi zavajali ljudi, da se ob naših oblačilih počutijo ljubke in krasne. To. Ne, ljubke in zelo lepe, to piše noter. In smo se pritožili in so nam zavrnili. Torej niste mogli? Smo delali vsako državo posebej zdaj, ampak je ful dražje. Smo hoteli dati za Evropo in je Slovenija zavrnila. In smo dali vsa dokazila, kje po svetu smo, da mila krasna to skupaj ne pomeni nekaj milega in krasnega in ne zavajamo punce, da bo preveč krasna, če bo naših. Bo, to je naš namen, ampak ne vem. Tako nekako je, no. Ampak ne, smo našli svoj način in smo registrirali druge. Zato se pa dosti in bomo registrirali dalje in bomo tudi neki Kitajce premagali. Tako je pač, moraš iti naprej. No matter what. Okay. Ima še kdo kakšno vprašanje? Minka, mene zanima, ko rečeš mi, koliko je to ljudi? Koliko ljudi je v timu? Kdo skrbi za oblikovanje, kdo skrbi za produkcijo, kdo skrbi za promocijo, a so to različni ljudje? 4-5. Kako so pa razdeljene naloge? Šivilja, back office, grafični oblikovalec, naročila, to je, hvala Bogu, eno v istem zdaj naročila, potem je druga punca pač za naročila wholesale, pa punca, zdaj nova, ki dela v bistvu PR, copy, tako, 4 do 5, 3 skozi, odvisno, kdaj jih je pa 10, 2krat na leto, ki je frka. Pa imamo zunanjo proizvodnjo, ki sodelujemo, potem še. Tako. Ja, še za enkrat. Ja. Upam, da ne bom več dolg. Še kakšno vprašanje? Jaz imam ful vprašanj, če vi nimate. Kaj je pomenil zate ta preboj, ko se je naenkrat zgodilo, da je bil en ruzak, ki je bil za prijateljco in potem se soočiti z tok naročili. A ti si tudi širila tim pa brand, tako kot je Minka naredila, ali si se potegnila nazaj pa ustavila konje? Jaz v bistvu nisem širila brenda, jaz sem samo zunanje sodelavce kot proizvodnjo dobila. Samo tako. Vse ostalo še zmeraj jaz sama, pač jaz nimam nobenih sodelavcev. Imam ljudi, ki mi pomagajo, s katerimi sodelujem sem pa tja, ampak vse ostalo pač sama probam furati. No. Kaj so področja, pri katerih najemaš ljudi? Recimo, no dobro, ok, šivilja, ne. Potem sem imela prej enega sodelavca, ki je pomagal iskati tako neke ljudi, s katerimi bi sodelovali, fotografi, dizajner,
to je pa to, no. Kdaj se je pa naredil preskok, kaj se je pa zgodilo? Če sem čisto iskrena, pojma nimam. Recimo, začelo se je s tem, se pravi Instagram, a ne ena slika na Instagramu, ki je v bistvu začela celo to pot, pa potem začetki, kjer sem imela en fotoshooting v bazenu, ki so pograbili vsi mediji in začeli objavljati na naslovnice, pisali so mi, če lahko editorial objavijo, pa so bile res tako doma narejene slike na bazenu, ne. Recimo s tem vsem se je začel nek preboj na slovenskem trgu, pol pa, kaj jaz vem, ne vem, ful je bilo intervjujev, pa potem tista objava v Vogu, ki je potem spet medije pritegnila nazaj, ki itak niha, ne, malo so zainteresirani, pa pol pozabijo na te. Pa, ne vem, pač, pa so se pa naročila kar začela večati in na eni točki nisem več zmogla ne jaz, ne šivilja, in to je bilo to. Kaj se je pa zgodilo takrat, ko se je pojavila poplava nahrbtnikov? Kaj se je takrat, kaj je to pomenilo zate in za tvojo produkcijo oziroma kako si se takrat morala znajti? Jaz mislim, da recimo začetki Fratelli so bili perfect timing, ker ruzaki so že bili popularni, ampak nedostopni pri nas. Pri nas vem, da je bilo tako par kakšnih teh vrečk v trgovinah, ampak to je bilo pa to. Tako da sem ujela glih ta prav trenutek za lansiranje znamke. Ko se je pa pol poplava zgodila, v bistvu sem, bom priznala, znorela, ne, pa pizdila, pa hotla osebno spoznati te ljudi, zaradi tega, ker sem imela tudi take izkušnje, da recimo v podjetju, kjer kupujem recimo železne dele pa dodatke za ruzake, tja so prišle gospe z mojim ruzakom in skopijo njega in rekli, če lahko zaključijo ruzak isto, kakor je moj. Na srečo te moji kolegi tam so pač zavrnili in so rekli, da isto ne morejo, tako da so mi pol tudi ponudili, da neke kose za ruzake naročajo samo zame in je drugim pač naročilo ni dostopno. Ampak sem se pol v bistvu vmes nekje pomirila in sem rekla, jaz bom pač furala svojo znamko naprej, če kdo hoče kopirati, nej, folk itak ve, kaj je Fratelli, folk ve, kaj so druge znamke, vsak bo kupil na koncu koncev tisto, kar bo hotel, če se dobro počutiš, da kupaš copy-paste ponareda, ki ga je naredila babica od tvoje prijateljice, izvoli, je pač to tvoja izbira, ampak kakor je bilo pač predvideno, noben od teh ni pač prišel delač, ne, tako da itak potem izveni, ruzaki niso več tak hype in vse je šlo pač svojo pot. Tako da na koncu sem se pač pomirila in zdaj mi je pač vseeno, res. Sem z eno punco tudi, ena je res naredila copy-paste ruzak moj, pa je napisala, da je to, kaj je že napisala, da so unikatni ruzaki, a čisto isti je bil, kot moj, še logo ni imela isti, ampak podoben logo na istem mestu in sem mi napisala, sem nekaj oprosti, ampak kako si drznaš, isto barvo, isti material, vse prodajati pod unikatnimi ruzaki, pa to je bilo tako malo po mojem po lansiranju in se mi je pač punca upravičila in pač zaključila s to njeno prodajo, ne, ampak to je bila ena, ostali so v bistvu balkane mi pizdili nazaj, če že, pa tako, ne, tako da slabe izkušnje, ampak pol se moraš na koncu pri sebi pomiriti pa narediti črto in ignorirati. Jaz sem videla na predstavitvi, da imaš recimo v spletni trgovini zelo recimo rekla nizke cene, recimo 15 evrov, ne vem, koliko je točno ta cenovni razred. Me zanima, kako se lahko v bistvu privoščiš, da imaš take cene, ki se meni zdi v bistvu za slovenski trg, za slovensko proizvodnjo zelo enostavno v primerjavi recimo Kitajci, razumem, da si lahko privoščiš, ampak kako lahko ti narediš kucek, da ga prodajaš za 15 evrov, pa imaš še nekaj od tega. Ne, sej, to, kar je bilo videno na spletni strani, to so te recimo bombažne vrečke, ki jih tudi v taki količini naročam, da je zame proizvodna cena ugodna. Moji ruzaki grejo do 100 evrov drugač. Tako da jaz imam vedno ta markup, kjer je recimo edina stvar, pri kateri sem res natančna, kar se tiče podjetja, je izračun stroškov in imam vedno tak markup, da moj zaslužek je tak, kakršen more biti. Kontaktiral nas je. V bistvu smo imeli mi to srečo, da nismo rabili kontaktirati še nobenega.
tudi brand ambasadorke, resellerji in vsi so pač kontaktirali nas in potem smo mi odgovorili. Ta za Azijo je pa tudi, se še nismo čistko odločili za njega, ker pač agenti imajo tudi določen svoj markup, ki ga hočejo imeti, tako da nas je kar nekaj časa tako čakal, tako da smo se pol, kontaktiral nas je, no. Našel so nas, ker smo bili dosti v azijskih teh revijah, pa Kitajska. Janja, mene zanima, a razmišljaš kaj, da bi izkoristila ta čas splošnega feminističnega gibanja in splošne nestrpnosti do žensk povsod v okolici, da bi bolj sfurala znamko v tej smeri? Ok, glede tega imam jaz čisto neko svoje mnenje. Ja, ene ženske to dojemajo kot neko feministično sporočilo, kar lahko tudi je, ampak vseeno nočem, da se zdaj začnemo gibati kakršnem koli pogledu proti moškim, ker ni tako mišljeno, no. Tako da, to je to. Ja, v bistvu, ok, ja, mogoče gre bolj za ta nek sisterhood, ker v bistvu jaz mislim, da ko govorimo o feminizmu, bi mogle ženske tudi pogledati druga na drugo, ker zelo veliko smo drugi tudi slabega naredile in v bistvu tudi, ko gledamo pač neko to zgodovino čarovništva, pač iz tega konkretno pri nas so ful velikrat ženske drugo žensko obtožile, ne. Tako da v bistvu bolj govorimo o nekem sisterhoodu, kjer moramo mi začeti skupaj držati in ne biti tako tekmovalno nastrojene in kritične druga do druge. Ja, sej. Ja, sej. Ja, res. Tako da v tem kontekstu bi jaz govorila raje o feminizmu, ker o tem na ta način raje ne govorimo, raje v bistvu včasih kar malo na moške krivdo zvalimo, ampak bi mogoče se mogli tudi o tem začeti vsaka pri sebi pozaveščati, no sej pri sebi se začne, ne. Pri vas dveh me zanima, so kakšni posebni zakoni ali pa pravila, ki se jih treba bolj držati pri otroških oblačilih kot pri? To neke uredbe ali predpisi glede recimo dolžine trakcev prosto stoječih, tako zaradi nevarnosti, kakšne zadušitve in tega, no. Koliko so močno gumbi pršiti tudi, tako, recimo. Barve seveda pač morajo biti primerne za otroško uporabo oblačil. Načeloma to. To je to načeloma, ja. Potem pa hvala lepa in uspešno še naprej. Hvala.